Najlepša hvala za to krasno uvodno besedo. Zanimivo za številne nas, ki prvič se soočamo s tem vprašanjem. Hvala vam, ker ste prišli nocoj. Jaz sem Rok Zavrtanik, založba Sanje, knjigarna Sanje, v imenu sodelavcev vse pozdravljam. 7 let je tega, kar sva z gospodom Matijo Tumo naredila skupaj, pravzaprav vi ste jo napisali, naredila sva pa skupaj knjigo Moje življenje, najbrž je poznate. Jaz sem se za to nenavadno potezo, ker drugače takih knjig niti ne delamo in to zame nova izkušnja odloča zato, ker sem zaznal, da je bilo v to knjigo vloženo velikega osebnega truda in skrbi in ker pravzaprav na nek način so to zgodbe nas Slovencev, ki so danes zelo pozabljene. Ne? In nekako se je to sodelovanje recimo pol še v večji obliki zaokrožilo s to knjigo Kronika rodbine Tuma, vse tako naslov sem to, ki jo danes lahko kupite, v belo kupite s posebnim popustom, seveda tisti, ki še nimate, ne? Ki je pa nekako še korak naprej v tem. Ne? In v bistvu mi je, čeprav danes te teme najbrž niso v medijih, niso zelo popularne in so izven političnega in ne vem kakšnega dogajanja, pa vendarle na nek način zelo zadevajo v bistvo pravzaprav to zavedanje preteklosti, ki nam vsem uhaja, mnogim uhaja, sploh tistim, ki se nimamo časa ukvarjati s preteklostjo. So vendar to zelo pomembne informacije tudi za razumevanje tega trenutka, kdo smo in kaj smo in kje smo zdaj. No? Tako, mislim, meni je pač res v veselje, gospod Matija Tuma, da ste tukaj danes z nami, in pa gospod predsednik društva, Zaslovnega Peter Pavlino. In jaz bi vam kar prepustil besedo in se upravičujem za vodno zamudo, zdaj želeli smo si zelo tudi posneti ta večer, ker da bomo tudi tistim, ki danes niso mogli preboščati prije, da bojo lahko to prebrali na internetu oziroma gledali. Tako da hvala in lep večer še naprej. Vidva pa kar po svojem sproščeno naprej. Hvala. Ti začel, če mi je ti začel. Glejte, vi lahko kupite Matijevo knjige, obe, a ne, tele pa ne mojte, ne. Zato, ker tudi ni več nič uredna, ne. Lahko si jo pa malo pogledate med tem, ko bomo se pogovarjali. V društvu, rodoslovnem društvu, to sem še enkrat poudarjam, sami volonterji, sami amaterji, sami bolj ali manj nagnjeni k temu, da raziskujemo in dokumentiramo svoje prednike in sorodnike. To je naš osnovni delo in to, da smo v društvu, doda nekaj ne samo za tistega, ki to dela, doda nekaj zadovoljstva onmu, ki to dela, ker vidi, da je lahko včasih zanimivo tudi za koga drugega. In zato si dajemo med sabo. Si dajemo na vpogled in če vidiš, da se dotika področja tvojega raziskovanja, področja nekoga drugega, potem sva oba dva na profitu. Ne? Tudi če mi on samo nekaj popravi, tam recimo eno manjkajočo datum ali kaj takega mi da, je zame to neka pridobitev, jaz mu pa mogoče lahko potegnem ven vse, kar se tega drži. A ne, pa je lahko to včasih na desetine ali pa na stotine oseb v rodoslovnih povezavah. In večina kolegov v društvu je takih, da se tega zaveda in daje v društveno kumulativno datoteko svoje podatke. In tisto kumulativno datoteko mi indeksiramo in damo na internetu, tako da lahko priimek bučar pogledaš, kjer bučar je mag, kjer od članov društva. In če ima bučar Nežo, ki je bilo rojena 1872 leta, recimo na Vrhnki, rečeš pa se to bi bila pa gotov ta. Znaš, to so take vabe, ki jo vržeš, pa pride riba pa zagrab. In tista riba je dobila nekaj. Tista riba nismo zdaj mi ven potegnili, pa jo, ne vem, spekli na žaru ali kaj takega. Ona je s temu ribiču nekaj dala in ribič njej. To je, jaz mislim, glavna zasluga ali pa tisto glavni učink, rezultat, ki ga lahko rodoslovno društvo slovensko si zapiše nekako v svoj
kurikulum. In da smo pol malo tudi znani v Sloveniji, pa da smo malo znani tudi v tujini, ali pa zelo znani v tujini tudi. Mislim, da smo mi tako kot strelovod, veste. Najbolj se ljubijo Američani. In to je že, jaz mislim, presegalo vse to, kar država dela za stike s Slovenci v svetu. To, kar Slovenija dela, včasih so hodili srečanja v moji deželi, včasih smo temu rekli seleniški piknik, ki je bil v Škofji Loki. Je prišlo tam po 20-30, mogoče 50 prve piknike Američanov. Zdaj ne pride niti eden. So me pred 2 leti povabili, da sem bil, ko je bilo v Škofji Loki, dežurni tam v eni pisarni, da če bo kdo kaj hotel rodoslovje. Sami domači so okoli hodili, nobenega tujca. Čist nobenega. So pa oni v Ameriki se toliko zdaj prebudili, da so kaj? Da so rekli, da mi smo iz Slovenije. Mi smo mislili, da smo iz Avstrije. In pol iz Krajinske, pa išče Krajin, pa hod v Krajin, sem rekel, ne Krajin, ta priimek Plut ni v Kranju, ta je dol, Semič pa tam. Pa on reče, ne, Kranj. Pa pride v arhiv, pa jaz z njim, pa to, pa odprem knjigo, pa tam najde, pa mu solza pade gor na tist zapis, ki piše Plut Johan ali pa kaj tazga, ki so včasih po nemško pisali. Glejte, to sem zdaj še malo samohvalno ali pa hvalil društvo. Ne? Je to neki, ne? Zdaj, a je rodoslovje potrebno ali ni potrebno, jaz nikoli ne rečem, ja, je potrebno, jaz sam delam. In kolegi podobno delajo. In tukaj imamo danes enega od šampionov. To je Matija, ki je ga to en tok pritegnilo, pa tudi tok odgovornosti, zgleda, da se je zavedal, da ko je začel to delati, da je videl, da more ga je pritegniti in je naredil. In gledajte, v tej knjigi je, jaz sem prebral, ne sem prebral knjige, ampak jo prelistal in mal tukaj, mal tam. Tukaj na hrbtni strani se podpiše Jana Kolariča, je tukaj. Jana Kolarič, jaz to znam tako lepo povedati, kaj si ti povedala. In preberite tole, pa prejte magari v tole knjigo, pa tale uvod preberite, ki je pa podpisan spet Jana Kolarič. Lepo, ne, izvrstno, me veseli, da se tako osebno spoznava. Me še jaz zdaj prosil za kakšen uvodno besedo. Je pa tako, lejte, naju druži to veselje do rodoslovja, pa ne samo to. To, da je en Tuma prišel pred 150 leti iz Češke v Slovenijo, tudi en Havlin je prišel pred 150 leti iz Češke v Slovenijo. In sva vsako, mislim, midva tudi majčkeno čeških genov pridobila, ne? Jaz mislim, da to sploh ni slabo, veste, ker eni se radi predstavljajo, da so potomci francoskih prednikov. Zakaj raven francoskih, se jaz zmeraj sprašujem. Ampak noben je rekel, jaz sem iz Bosne, jaz sem iz Avstrije, jaz sem iz Italije, jaz sem iz, ne vem, ki je iz Rusije, pa vse svojte. Zelo malo je takih, ki se to, ampak reče, ne, mi smo pa Francozi. In niti ene poroke še nismo našli Francoza s Slovenko. Slasti ne v tistem času, a ne, so ene, ravno v Kamenku, Matija, sem videl ene poroke, enkrat Francoz s Slovenko, ampak ni bilo v času Napoleona ali pa ni bilo nekaj v tem smislu, a ne, da bi pripadnik francoske armade bil tukaj, pa še plemič povrh to. To ponavadi dodajo. Te legende so izredno pogoste, nihče se pa ne predstavlja, jaz sem pa
Srb, Makedonc, Arabec, jaz sem Tunizic. Ne, Francoz pa ja. Verjetno ste tudi vi slišali take primere, da se nekdo hvali, jaz sem Francoz. Mislim, mi smo, ali to skrivi svoj priimek, da se lahko potlej tudi kot francoski sliši. Ne? En Žibert bi se lahko rekel, ne, da je to Žilber ali kaj takega, pa še kakšen drug. No, predniki so lahko iz večjih pokrajin in lahko tudi izza meja, ne, tako kot so v tem konkretnem primeru, kot zdaj obravnavamo družino Tuma. A je to zaradi to kaj boljš? Pa jaz ne vem. Ne? Lahko, ko pa veš. Tudi jaz ne vem. Ampak to, glejte, druga stvar, ki jaz mislim, da je tudi zelo zanimivo, Matija se je tle, bolj kot kolikoli drugi, ne? Mi v društvu imamo tudi knjižnico, ki sicer je lahko, mislim, se ne more meriti s to knjižnico, ampak je kar precej polna in je med njimi velik del, ki so za ambicijo, a ne, da nekdo o svoji družini ali o sebi nekaj pove, so naredili knjigo. In teh knjig imamo vi veliko in vsaka je drugačna. In to je fajn. Ne? Tudi mi smo, vsak je malo drugačen, ampak vsaka je drugačna. Tistale moja je ena taka bolj malo poceni, en pamflet bi izgledal na hitro rečeno, ne? Ampak jaz mislim, da je tudi vsebinsko pa je, ima neko težo. In da se potem tudi poskuša likovno kvaliteto, obliko dosežeti. Ene so vrhunske in tale je vrhunska. In še ene dve, tri bi lahko med take štel in je tudi med najdebelejšimi. In jaz mislim, da res, če jo hočete tako brati, res boste dušo našli not. Dušo. In njegov pripovedovanje je zelo razumljiv, zelo preprost in zelo lepo tekoč. Zelo lepo. In mi smo pol tudi skoraj sosede, jaz sem tam na Zelene jame bil, tu mi so bili tam na Ilirski, ne, saj ta cajt, ko smo bili mladi, ne. Mi smo hodili k Mar Svetem Petru, vi pa kamar, kaj? Pol smo pa k Svet družino Moste hodili, veš. Sosedi, ampak od takrat se nismo poznali. Ne? Poznam še vedno Dušana, ki je bil moj kolega na Intertradu, njegovega očeta tudi lepo opisuje, so na Torjaku ubili in njegovo mamo je bila pa kolegica od mojih staršev, tudi zdravnica. In so se tudi poznali, pa obiskovali, tudi vem, da je enkrat bila pri nas na Dorišu, pa jaz sem z Berglo hodil, tisto, veste, hoduljo, ne, pa sem je tako prevrnila, da je po glavu dala. Ne namenoma, da ne bi kdo mislil. Je bila Veda? Breda. Ne. Vela, ja. No, pa Istoka, ne, on je bil pa gimnazijsko malo za mano sicer, ampak mi, ker smo bili malo bolj pobalinski, smo se dobro poznali, pa tako. Smo se radi družili, no. Še danes, čeprav danes se že zelo malokrat srečamo. Kaj je še podoben? Podoben je to, oziroma nekaj posebenega je, da je on v tej knjigi že en tak izdaten del knjige namenil genetiki. Isto to, da si o zgodovini veliko govoril, o zgodovini recimo bolj Slovenije, ne, pa tudi malo gor krajev, gor okoli Prage, ne. Vsi kraji, kjer so živeli predniki, so opisani življenje v tistem času, ko je toliko, ne. Tako da je to več kot samo družinska kronika, je tudi krajevna kronika, pa zgodovinska kronika in je tudi povzetek teh zdaj novih spoznanj genetike. To zdaj gre izredno hitro, napreduje in tisti, ki še ni svojega izvida dal naredci, naj ne čaka, zdaj ni treba nič več čakati, to, kar zdaj naredijo, je že zadost. In je tudi vsako leto malce cenejši. Mi smo dejali še skoraj $170,
zdaj je pod $100 približno enak izvid. Če se grem pa zobe slikati, sem šel zadnjič tamle tole škaj vino, pa tole panoramo, je bilo pa €40. Pa to ni nič v primerjavi z genetskim izvidom. Tako da ne misliti, da je genetski izvid nekaj dragega. To je cenejše sobno kolo, ki je največja nadlega v vsakem stanovanju. Sobno kolo, razumeš? Enkrat se usede gor, pa nikoli več. No, glejte, ne preveč čisto dobesedno tega imeti, ampak genetika ni več draga. To ni nekaj, ki zdaj bom pa, ja, kaj bom pa dobil za to. Nič drugega ne boš dobil kot neki izvid. Ko pa je tam, če dobiš hemoglobin, pa holesterol, pa ne vem koga še zmerjeno, pa koliko imaš pritiska, pa koliko imaš puls, pa tako, ne. To je najbolj tvoja slika. Slika od dojenčka do mrliča se močno spreminja. Tvoja genetska slika pa nič. Ostane enaka in še pol fosilna je enaka. Če dobiš fosilno gradivo. Ecija so rekonstruirali, ne? Pa tiste, ne vem, kromandione, pa homo erectuse, pa ne vem, kere so, ne, tudi iz tistih fosilnih ostankov, ne, ker že ves material že Bog ve kdaj izpuhtel, pa še kljub vsemu dobijo zadost štofa ven, da trdijo, no, saj. A ne? Ti pa zdaj daš samo malo sline, pa je zadost za analizo. Jaz sem apostol, ali pa jaz širim tole navezanost ne na kakšno vero, ampak na genetiko. Ne. Genetika, to moraš narediti. Če bi jaz imel izvide od mojih prednikov, bi jih takoj plačal. Če jaz pa bom svoje zapustil in moja žena bo svoje zapustila potomcem, če bo kdaj komu to prav prišlo. In to je tudi nekaj, ki se nam izgubilo, veste, zato ker je to v teh svetovnih zalogah zdaj. Ja, to je tudi nekaj vreden. Jaz svojega, recimo, potnega lista ne najdem, znaš, kadar ga nujno rabim, ne, moja žena išče, kje so moje očala, kje so moji ključi, kje so moji zobi, kje so moji, ne vem kaj. To so vsakodnevne, ne. To je pa za zmagi bo ostalo. Glejte, to je pri njemu in midva sva genetsko v isti haploskopini, haplotip ima v isti R1A1 in jaz sem bolj primerjal njegov izvid po markerjih, kakšne vrednosti imava tako zelo podobne, da bi mogoče že bil sum na sorodstvo, ne. Znaš, da je možno, ampak tukaj se jaz ne bi spuščal v neke hipoteze, da bi to zdaj že kar razglašal, da to je, ampak če je tam pri njemu vrednost 9, je pri meni ali 10 ali pa 8 ali kaj takega, veliko je pa markerjev, ki so z isto vrednostjo bili ugotovljeni. Tako da, zdaj, če smo rekli to, da sva v marsičem si blizu, ne to, da smo bili skoraj sosedje, ampak takrat se nismo pretepali, ne. Tlele sem si jaz za Ameriko samo eno stvar, ker so mene tudi zaklonišče nesel, ker je bila tista eksplozija na Eisenpona, veš? Ja, vejo sam starejši. To starejši vejo, da je bila eksplozija leta 45, tam okoli 8. marca. A je bila junija? Poleti je bilo, ja. Ampak so neki tale, meni si, da so ženski praznik neki hotel proslavljati. AFŽ. Da so z raketo ustrelil, pa je prišlo kaj na kompozicijo, kjer je bilo ogromen eksploziva. In je začel tisto se verižno vnemati, eksplozije so bile take, da mi, ki smo bili blizu, ne, da je bilo vse ožarjeno nebo in mene so takrat 4-letnega v deko zavidga nesel v zaklonišče, tam na Brnekarjevo ulico. In meni se je to lepo zdelo. Pohanje. Vse je žarelo. Vse šipe so bile razbite, cegli iz strehe so šli dol.
moja sestra je pa rekla, da je videla, kako je stara mati v tisti svoji dolgi kikli še s planke skočila. In smo bili verjetno 1 uro ali pa 2 v zaklonišču, ampak takrat to ni bilo v časopisih, ni bilo v radiju, nič povedano. Zdaj boste na internetu najdli to, če hočete iskati, tudi ene slike so, kako je železniška postaja demolirana. Matija pa tele tudi piše o tem, kako je recimo od otroških spominov mu to ostalo. In pol, ko tole berem, rečem pa se, to je knjiga, da moj življenje opisuje. Ne? In vi bi se sigurno tudi našli v situaciji, da bi rekli, da se res pogled, takrat, ko je on tole, jaz sem pa takrat tako pa tako. Ne? Se pravi, da to ni berilo samo za nekoga, ki je neposredno protagonist v teh zgodbah. Ampak tudi tisti, ki smo bili mal del, smo dotaknjeni ali pa se najdemo v tem. Zato jaz mislim, da ima še posebno vrednost za splošnega bralca, ne samo za sorodnika. Sorodniki, tisti, ki imajo kaj recimo odnosa do dediščine, se pravi do dediščine ne snovne, ampak te zgodovinske ali kako bi rekel družinske, za tiste je to neprecenljivo. Neprecenljivo. To, če ne bo on naredil, ne bi nikoli nobeden. Ne? In je zato to treba doma imeti na nekem častnem mestu. Ne? Ja, tako kot svet pisem, no, ali pa še nekaj podobnega. Bom pogledal in predspovedal. Ne? Matija ve na pamet za vse, ampak drug pa ne. Jaz se malo zamislim, kako bi en Lojze Vidic iz Police doma, ki je v Ljubljani študiral, pa se zdaj že dolgo nismo videli, njega ni tlenota, veš. Tudi jaz na gor Dovnik imam, ti ga bom enkrat dal, ker verjetno, da bo Bi bil vesel, je pa nezakonski. A ja? Ja. A ve, aha. Ja, no, on je v Ljubljani, tamle pri Godinaj stanoval, ali so rekli pri Bidat. Pri Bidat je stanoval, pa 1 let pred mano je maturiral. Tako da jaz, ne vem, če ste tole sprejeli kot neko hvalo, ne? Jaz nočem hvaliti. Jaz sam ugotavljam, kako jaz to dojemam in kako je v mojih očeh to ena velika, velika vrednost. In da jaz tako narediti ne zmorem več, ne morem, da ne bom dosegel. Tudi se poslužujem zdaj tega, da so te spletne objave, ki so malo med seboj povezane, pa tako, ne. To je zdaj ta tehnologija, ki je po eni strani fantastična, po drugi strani pa spet vprašanje, koliko to komu, ne, ker če imaš ti to nekje takole, ne, je to drugo, kot če imaš v oblaku. V oblaku imaš lahko veliko, a v šnajdu, to je vse tako, no. Jaz ne vem, če sem vas s tem kaj zamoril, Matija, zdaj pa ti malo povej, kaj. Ja. Bom nadaljeval tam, kjer si ti nehal. Za presenečenje bom najprej povedal s to genetiko, kako je. Zatem DNK verigo, navidezno verigo. Jaz zase vem, da so moji ljudje prišli pred približno, da so nastali s to haploskupino pred 15.000 leti. In vsak mi reče, odkot pa imaš ti to? Ne, potem bom približno to razložil, ko bom to zdaj le povedal. Homo sapiens sapiens, to smo mi, ki smo zavojevali to zemljo, ne, so nastali na vzhodni Afriki, so se pol počasi selili. Eni so šli na Indijo, pa na Kitajsko, pa na Avstralijo, ta zadnji so šli po Evropo, to smo pa mi. In v Evropi so bili najtežji pogoji, neandertalci so bili, začela se je tale doba, ledena doba in 4-letni časi, vsi stari tega niso imeli. In to ne bi bili vzroki, da smo mi tako rekoč zavladali celi zemlji, ampak zdaj k temu, kar sem hotel povedati. Na eni strani se je začel gledati, odkot sem, kam grem, vem, v Maloro. Ampak odkot sem pa prišel, pa nisem vedel. Ne? In to sem se počasi sem se dokopal do tega, da približno vem, kako je šlo. Vse knjige, kar jih je tule v ljubljanskih
župnijah sem pregledal in se pismeni podatki so za večino vas približno do 1700. Naprej pa ni več, ker župniki niso zapisovali, ni bilo potrebno, niti niso noben zahteval. No in jaz sem prišel do tega, eni so bili Vidici, a ne, to so bili Slovenci, Čehi so bili pa v Pragi, so se pisali pa Tuma. In ker eden je prišel sem, pa sta se poročila in tako sem jaz pravzaprav na pol močvirnik, na pol pa češki knedlik. Ja. No in zdaj, kako je šlo naprej? Jaz sem prišel do približno 1600 in koncentracija teh moje skupine je bila pa dokazano največ na Poljskem, na Češkem, pa precejšen del je bil tudi v Skandinaviji, pa celo na Islandiji. In če jaz zdaj tako gledam, moji so pa bili točno, to se ve, iz male vasice Stodolki, ki je danes zdaj mesto Praga, ampak takrat so bili v centru največje gostote te haploskupine. In pot je bila zdaj lahka, ne čisto točna, ampak lahko bi bilo tako, da sem jaz potomec ene izmed teh skupin, ki so prišle izza približno tam, ki je glavno mesto Kijev. Tam so bili in so prišli najbližji, približno 40,000 let. To je bila prva skupina, ampak to midva ne pašava. Ta druga skupina, ki so pa tudi prvandrali iz teh krajev do Češke, ki so pa lahko rekel, no, to bi bili pa lahko moji predniki, ti so pa približen ne več kot 8,000 let. Ampak tega se na zapadu ne da nočejo dobro povedati. Ta naša skupina je prinesla indoevropski jezik, ki so ga potem nacije, ki so bile tle v Evropi malo po svoje naredile. To je bila ena velika stvar, ta druga velika stvar pa kojne. In tisti, ki je imel kojne, je zavojeval svet, glej Rimljani. In to se pravi, to pa ne paše, saj mesto in moje mišljenje ne paše zelo zahodnoevropejcem, ker so kar naenkrat, so bili sicer starejši v Evropi, kot sva midva, rečemo tako, ampak niso pa nič doprinesli, bili so poljedelci, mi smo bili pa gavnari, takrat na kojnih smo prišli, smo sicer imeli spremstvo, oziroma z ogri smo bili skupaj, ampak nazadnje smo se osvobodili in se tle naselili. No in tako jaz pa rečem, ja veš, ta skupina je pa nastala, to je bilo vedno en vzrok, naprimer eno radioaktivno sevanje, nekaj takega, da je pa šlo malo drugačno ven. In ta skupina, ki imava midva 37 pokazateljev, ta je nastala približno 15,000 let. In pa ker je tam začela suša, v Evropi se je pa klima poboljšvala, so počas začeli jadrati, so prišli do Poljske, so se tam usedeli in v par tisoč letih so prišli na koncu le do Češke. Medtem ko vsi ostali, pa večina Slovencev pa ni prišla iz zahoda, ampak iz juga, po drugi poti. Midva sva pa prišla čez Prago nazaj v Slovenijo, čez Dravo. No to me vsak me reče, kako pa imaš to? So pa to verigo, gensko verigo približno razvozlali enega leta 1960 do 70 in so dobili 4, ki so to razvozlali Nobelovo nagrado. Pa je pa čas počivali, ampak cel genom so pa le zdaj zrihtali, tako da se približno ve, da gre že tako daleč, kjer delček te dvojne verige je odgovoren za raka, pa za vse mogoče. In en mali delček je tudi to, kar sem jaz zdaj prepodval na široko. To ni cela genska veriga, ampak je samo en del in to, če se to analizira, se dobi to sliko. No to sem jaz za začetek rekel, da zato, da boste malo vedeli premišljati, odkot ste. To se malo ve, pa kam greste, je pa čist jasno. Ja. Če boste na YouTube ali pa na internetu iskali genetics, ali pa po slovensko genetika, boste ogromno našli. In izšle so že knjige Genetsko poreklo Slovencev. Pa jaz sem kupil enkrat v zadnju
genetičko podrijetlo Hrvata. Pa sem na internetu najdel, da se Bosanci hvalijo, da so oni v bistvu Nordici. Pa me je pa že minil, da bi še za druge. Jaz z veliko skepso prebiram to genetsko poreklo Slovencev, zato ker je genetsko poreklo ti lahko ugotavljaš, če imaš zadosti vzorcev. In ta, ki je to knjigo napisal, ni povedal, koliko vzorcev je bilo raziskanih, da je zdaj recimo neki večinski haplotip določil, recimo 1/3 jih je Približen, ja. R, ena jih je v I, ena v J, ja. In tako, ne. Jaz sem tudi kot študent, bi rekel, sem bil bolj luftar, ampak statistiko sem pa znal. Matematika pa statistika, no, mi ni težav delala. In smo imeli statistiko za ekonomiste. Kdo je še ekonomist tukaj? Evo, 2, 3, 4, evo. Blejc je bil takrat, je hotel, da znamo. In jaz vem, kva so mali vzorci in vem, kva so veliki vzorci, še danes mogoče vem, no, čeprav ne bi znal tistih nalog več rešiti. In eno populacijsko analizo narediti, če je nas, recimo, da se štejemo kot 2 milijonski narod, moraš imeti en primerno velik vzorec. In zdaj še, da bo to tako dobro nabrano, ne, da se ne bo, kaj se mu v neki skupini nabiral. In ker to ni bilo narejeno, jaz ne dam nič na te ugotovitve. Ne hrvaške, ne slovenske, pa ne tiste, ker sem rekel Bosna, pa to, če imate čas pa zanimanje, se vtipkajte na YouTubeu nekaj in bo sigurno še danes veliko več, kot pred 2 leti, ko sem jaz to gledal, pa ne bom največ več. In za zdaj, ko sem bil na Hrvaškem, sem videl enkrat, da je spet na programu televizije genetičko podrijetlo Hrvata in da sem v tistem kratkem najavi videl, da govori nekaj, kako so Hrvatje pomagali Poljski ustanoviti državo. Se pravi, da to zdaj ni več isto, kot je napisal ne 6-7 let prej, da so Hrvatje avtohtoni prebivalci tega teritorija saj 8000 let. On se sklicuje na genetske dokaze. Hrvatje po besedah vodilnega slovenskega, recimo vodje tega mikrobiološkega inštituta, ali kaj je že, to je glavač, kako mu že ime, je rekel, da imamo Slovenci manj raziskano slovensko genetiko, kot imajo Hrvati hrvaško. Da smo, da jim lahko malo zavidamo, ampak še vseeno pa ne vem koliko, ne, in on nabira zdaj vzorce za neko populacijsko študijo. In je študij Narodoslovno društvo prišel, zato ker je pri genetiki včasih, ne včasih, pri teh boljših laboratorijih želijo, da poveš, kam, odkot je tvoj skrajni moški prednik, saj to, in odkot je tvoja skrajno moška, skrajna ženska prednica. Če pa imaš rodovnik, je pa toliko boljš. In danes je to v tem svetu, vse te računalniške napredka možno povezati podobno z genetsko, z primerjavo rodovnika. In jaz sem, ko sem jaz to zvedel, sem bil zelo radoveden in sem pol kar enostavno na internetu najdel enega, ki se piše tako, kot jaz, pa sem rekel, poslušaj, ti si Havlina, jaz sem Havlina. A imaš rodovnik? In mi je odgovoril en Nemec. Ja, sem rekel, fino, vidiš, mi dva skup prideva, tamle 6 generacij, en vid, Vajt je pisal, ne, Havlina. Pa sem rekel, imaš tudi genetsko svoj izvid? Je rekel, nimam, bom pa naredil, in mi je poslal in sva čisto enaka. Meni je to kot legel. Se pravi, da je moj oče res moj oče. Pa njegov oče, res njegov oče.
pa še nazaj, pa še nazaj, pa še nazaj. In tam po uni verigi isto, da je papirnat rodovnik zdaj biološko potrjen. Se tako se je začel. Te analize so največkrat dajali očetje, ki so hoteli vedeti, ali je sin njegov ali je kukavičje jajce. Tako se je začel, na kar je postalo to cenejše, a ne, in to je zdaj dostopno vsem. Veste, včasih so očetovstvo dokazovali ali pa ne, izključevali so po krvnih izvidih. Ne? Ali po nekaj podobnega, da dam jaz kaj preveč, ker niso mogli reči, ja, ti si oče, ne? Ampak lahko so rekli, ne, ti pa nisi. Mislim, da je to tako bilo, no, tako sem slišal. Zdaj je pa to ne toliko čist 100% je, ne, ker lahko bi bil oče mojega otroka tudi moj brat. Ne? Ali pa, ne vem, bi bil, veste, da recimo brat, dva brata ima sta enak Y DNK izvid. In ga enako prenašate naprej. In materin, tisti značilno materin, ne, mitohondričen DNK se pa prenaša od matere na hčerke nespremenjen. Y DNK moški se prenaša po moški liniji, po moški verigi, nespremenjen, edino da pride včasih do nekih rahlih mutacij, ker narava zgleda sama se hoče malo popravljati. Ja. Ne? In to je nek tako, meni se je vstal že pri bolj enostavnih stvareh, kot je ta pamet se mi čisto vstal, ampak pride že to, da je to tako narejen, da imaš ti 24 parov kromosomov in da sta zadnji par, X pa Y, ne, tista, ki se nespremenjena pri moških prenašata na moške in tisti, ki se pri ženskah nespremenjen ženski kromosom prenaša na ženske. Že to je, kdo se je to zmislil? Ja, kdo? Kdo je ta načrt naredil, da je to tako? In to tako je. In to ni samo za ljudi, to je za vse živali, to je za vse rastline. Vse je po načrtu, vse dela. Nobena listek na nobeni travci ni drugače narejen, kot taka je načrt narov. In tako je, in vaš načrt je v vaši slini. A lahko še k temu dodam? Ja. Prej si govoril o jugoslovanskih narodih, a ne, to je, tako kot jih mi poznamo, mal je to tudi genetsko pogojeno. Naprimer, Hrvati hoče nekaj biti in se nekaj več, ne, in skozi poskušajo z dodatnimi raziskavami statistično ne čisto v redu dokazati. Ja, tisti, ki zelo radi golfajo z genetsko zasnovo, so Madžari. To se vidi, Madžari imajo cel kup slovanskih, imajo ta najne skupine RNA, A1, ampak tega ne priznajo. Nekaj pa je, Makedonci se skozi razburjajo, da niso ta pravi Slovani. In so tujci, ne naši, res ugotovili, da jih je v Makedoniji zelo veliko skupinam, ki pašejo bolj na jug, naprimer k Grkom in tako naprej, tako da nekaj malega je upravičeno. To pa seveda ne pomeni, da zdaj niso Slovani. Je pa to v poteku. Ta beda, ne, je, se si ti letnico povedal, tam okoli 1960, ne, so bili te dva, ki sta Nobelovo nagrado dobila. Ne. Ja, dva sta pa že umrla, tako je bilo nekako. In to je bilo neko veliko odkritje in pol smo v glavnem vedeli, da to nekaj je, ne, pa tudi to v šolah, tudi profesori niso znali to podajati. Se tudi ne verjamejo. Tudi jaz nisem verjel. Jaz sem dal najprej v Evropi narediti svojo gensko analizo na ne vem koliko markerjev. Čez par let je to postalo bolj popularno, sem pa rekel, da vidim, da dokazam, da ne se dokaže, če je to res. Sem dal pa v Ameriki še enkrat narediti. Čisto isto je prišlo. 37 markerjev, posebnosti, številke si prej omenil, so bile enake, kot sem v Evropi dal pred, ne vem, 5 leti. Tako da jaz zdaj temu verjamem, da ni to nobena potegavščina, ampak da se da iz tega marsikaj sklepati. Zdaj so še delaš, zdaj se točno ve, kateri geni so za raka odvisni, kateri geni so za bolezni in tako naprej. In napreduje. Ja. To napreduje. Koliko si pa bila za nemško analizo? Kako misliš? Koliko si plačal?
Ma to je bilo vse takrat še približno 170 evrov. Je bilo toliko? 170, ja, je bilo, oba sta bila, tudi v Ameriki je bil. Ja, Zdaj pa to Amerika manj. je bila cenejša kot Evropa, kot sem takrat jaz lahko primerjal, in še veliko cenejša kot Slovenija. Lahko si date tudi v slovenskem laboratoriju, ampak jaz mislim, da je dražji. So mi pa rekli, ampak nisem pa probal, kako je na Kitajskem, da je še cenej. Ja, in ja, pa da jaz nič ne mislim, da bi kaj drug izvid dobil, veš, jaz sem tudi naredil najprej bil tisti Relative Genetics, Ja. to je tale Certificate of Analysis, Y chromosome, DNA haplotype, Peter Havlina has been tested by Relative Genetics and the following haplo profile was identified. In tle so vrednosti. In jaz sem pošel še na tisto National Geographic, pa IBM so naredili Genographic, sem še tam naredil analizo, pa je bila ista. In zdaj sem, ko sem dal ženo, tudi v 2 laboratorijih, sem dal jaz še sebe, še v tem enem istem, da bova neposredno v metodologiji tega laboratorija, ne, pa ne vem, če ne bom še kdaj, pa tudi to kri sem dal za tega glavača, Damjana, se pravi za to populacijsko študijo, ki naj bi jo Slovenija naredila, pa še 100 vzorcev nima. On je rekel, jaz rabim en paket 100, da skozi mašino spustim. Čeprav po moje, ne vem, mogoče Lovro, ti veš, kako imajo za sodno medicino, če hočeš izvid dobiti, ga moraš verjetno dobiti takoj. Ne? Tam, če gre za kakšne primere, ki so ali kriminal ali je kaj drugega podobnega. Ker ima policija to, pa imajo, ne vem, zdaj, jaz se nisem toliko zanimal, kdo v Sloveniji to ima. Ne? Ker tele ostanke povojnih pobojev so vse mensidi zanalizirali, zato da lahko primerjajo, da če hoče nekdo od svojcev dobiti kosti od svojega strica, pol mora svoj genetski izvid narediti, zato da se bo od tistega, kar so tam najdel, lahko rekli, viš, tale gajbco pa ti lahko zdaj v svoj grob položiš. Ne, zdaj pa to deponirano. Škofja Loka ima depo teh gajbic, ki so jih na teh identificiranih zdaj površnih grobiščih, a ne cen grob, pa tam razne grape in podobno. To so izkopali, mogoče ne še čisto vsega in to je vse analiziran. Bosanci so pa toliko več imeli žrtv in so tudi mande, ne mojih besed, vzeti kot neki, da sem jaz to se prepričal, da je to res. Ampak da imajo, in je bilo nekaj časa, analizo tam pri njih narediti cenejš kot kjerkoli drugje. Sam pol jaz nisem do tega prišel, pa tudi ne vem, kako bi to šlo. Bosna, mislim, da je vse to, kar so imeli Jasenovac, pa ne vem kaj, vse tiste hude stvari, hude, da je to genetsko dokumentirano. In je pol tudi materijala, ne, za kakšno populacijsko študijo s tem na razpolago. Ne. Vidite, da ne bomo samo o genetiki govorila, bom jaz eno nenavadno zgodbo rodoslovno povedal. Vsi poznate Henrika Tumo, ne, to je tisti prednik, ki se na nje naslanja, ampak on je imel poleg drugih tudi eno pol sestro pa enega pol brata, ker je njegov oče, to se pravi praded moj, mu je prva žena umrla, pa se je drugič poročil. No in iz tistega prvega zakona je imel tudi eno Ano, ki je prevzela priimek Tuma. In je bila pravzaprav nekako zelo dinamična, imela mevlene, da ne rečem kje, ne, in jo je pobrisala že kot 17-letno dekle proti morju, ker se je izgubila, popolnoma se je izgubila iz naših tehle raziskav. In to je vse, kar sem vedel. V zdajšnjem času je pa moja snaha napisala eno knjigo v angleščini, pa je napisala seveda Tanja Tuma. In gleda, kar naenkrat se javi tam ena gospa, Nancy Bolt, ne, je rekla, moja stara mama si pa pisala tudi, Tuma se je pisala. No in potem smo šli skozi in se je naredil tak res redki slučaj. Ugotovili smo, da je moja ne vem, kaj bi rekel, prav mama, ta Ana, je imela nezakonskega sina v Trstu
In ta nezakonski sin je rastel v italijanskem okolju, tako da je bil Enrico, in ta se je poročil za eno iz Malega Lošinja in je imel 5 otrok. In teh 5 otrok so po prvi svetovni vojni so šli 3 v Ameriko, 2 sta pa ostala tle. In ena iz teh Amerikancev se je javila in je celo na fotografiji povedala fotografijo Ana Tuma, rojena 845, umrla 901. In bil sem jaz pol tisti, ki so me vprašali, a je to v sorodu, in sem jaz lahko potrdil, da so rojstni dnevi štimali, da je vse štimalo. In tako smo eno nezakonskega otroka, ki ni župnik nič hotel napisati nikoli. Ni smel. Ja, in je prišel, in ima zdaj hec je to, da imam, Amerikanci so pa čisto nori na te genetske zadeve, ne, me skozi morijo, še to stiko, pa še una teta je prišla, tako da zdaj sem včas sit, ampak smo v sorodu. To se malo približuje tistemu, da ta Max Kušaj ni bil od moje žene deta, ne. Tako, to, kar se je eno generacijo skrival, prikrival, to postane v naslednji generaciji ponos. Ja. Razumeš, tisti, ki je od moje stare mame, mislim, da je bil mož, ja, moj stari oče je na ohceti enega z železno palico toliko poglav, da ga je skoraj ubol. In je bil pogojno kaznovan, ne. To mi niso povedali, to sem zvedel jaz pol, ne vem več kako, ne. In to je zame nekaj kot en začimba na juhi, veste. Ja. Mogoče, če bi še vprašal Matija, kako se je lotil tega, kako je delal, kako je to izgledalo, da se Matija malo več pove in predstavi, kako je prišlo do teh na vsak način sjajnih knjig, ne. Morate imeti dosti let na puklu, da vas to začne interesirati. To ni za mlajše ljudi, nimajo časa, pa tudi tega smisla. Skratka, ko sem se jaz približeval penziji, sem se malo bolj za to zanimal in ker je dosti pismenega v naši hiši, sem lahko prebral, da so bili slovenska veja iz Police. No in jaz sem takrat sem bil v tujini, sem z avtom prišel do te Police in sem tam po opisu sodeč bi bila lahko ta hiša. Je prišla ena gospa in sem rekel, gospa, a je to mogoče Atanačeva bajta? Ja, prav je, ja. Si rekel, a je tle zraven ena gostilna tišla? Ja, ampak že 100 let ni več gostilna. Je pa vedela povedati, ne. In tako sem jaz prišel do tega, do tiste rojstne bajte, jo imam še poslikano, ki jo zdaj že zdavno ni več. No in potem sem bil še aktivno v službi, ker sem se počas poglabljal v to, ampak potem, ko sem šel po penzijo, me je pa to prevzel, kot si ti rekel, na začetku in ne moreš ven. No in to je pol šlo na široko, recimo vse češke zadeve sem videl, so jih dali na internet, ker slovenske župnije nočejo dati, ne, in ni nobenih podatkov za dobiti, je treba iti do župnika, pa mogoče, jaz sem zmeraj dajal cerkovniku 20 €, da sem me pustil, da sem lahko knjige gledal. No, ampak Čehi so pa to dali vse že na internet in jaz gledam in sem imel srečo, ker moji stari sem že omenil, so bili iz vasice Stodolki, ki je zdaj že ne 50 let Praga 6, pa Praga 13. No in čim sem jaz imel župnijo, ne, sem začel gledati in to vam je pa zelo dolgočasno delo, ker cele ure do podneve lepo gledal, cela stran za stran, ništa. Pa naslednjo stran obrnil matičnih spet. In potem, če še eno ime najdete, ne, potem je to, ta sreča je čist nekaj posebnega. In zdaj, če bo šlo vse to na internet, bo malo zgubil mik tega iskanja. Grejo pa to časi, to jaz sem vzel še prav dopust in tam odprejo, da pol 2 imajo odprto, od jutra pa do pol 2 vsak dan, sem računalnik med seboj in tisto listov, ampak sem res tako prišel do konca.
No in potem sem videl, da so ti na Krekovem trgu dali mi to, da sem rekel, dali so mi klop, dali so mi svetlobo, dali so mi toploto. Sem ta najstarejši dve matični knjigi dal restaurirati. To je bilo kar precejšnja cena. Ena knjiga me je stala 1000 evrov, pa sem rekel iz hvaležnosti, a ne, so takrat pustili, da sem jaz vse to pogledal, so dobili dve najstarejši knjigi. Potem je to šlo počasi naprej, dobil sem program, mislim, da je od tebe, da je tvoje ime bilo tisto. In rekel sem, bom pisal, na kar je nastalo, da sem dobil sorodnike, mi svake približno 2000 ljudi. In teh še dolgo niso te napisani vsi tle, ampak teh glavnih bližnjih sorodnikov sem pol dal na kup. In mislim, da je bila ta naša Jana tle, ki je rekla, vi ste imeli tako zanimivo življenje, kaj če bi to napisali. In če sem premišljal, če sem imel, penzičem bil, a ne, čeprav penziči nimajo časa, se njih opozoruje tako, kaj pa to pomeni, nimam časa. Ja. No, pa sem se lotil in naredil to, kar je zdaj tlele. Začmo nehati? Eno vprašanje, Ja, izvoli. če smem. Če mene vprašaš, ja. Ena šala obstaja, ne? Ja. Da sta se srečali Amerikanci in Francoz. In je Francoz zafrknil Amerikanca, prav, vi Amerikanci samo to raziskujete, kaj je bil vaš oče, ne? A prav, vi Francozi pa samo, kdo je bil vaš oče, ne? To me pa zanima, če je kakšna študija narejena, v kateri narodnosti so ti očetje realni, kje je pa kar tako nekaj pa promiskuitetnega, pa neugotovljivega, če je kaj narejenega v svetu za kakšno nacijo. Jaz ne bi znal odgovoriti, ampak to, kar sem prej rekel, da ta ena od napak, ki jo siguren ima vsak v svojem rodovniku, če je malo večji, je ta, da biološki oče pa zakoniti oče nista ista oseba. To je sigurno v vsakem velikem rodovniku. Ampak najdeti tako situacijo je pa skoraj nemogoče. In zdaj, kako bi to genetika tudi lahko kaj prispevala k temu, jaz sem glede tega površen, ampak nekje na Walesu v Angliji naj bi bilo 20% takih primerov. Jaz sem rekel, da 2% bi jaz po oceni rekel, da se lahko zgodi, da ženska zanosila z enim drugim. 20 je pa sigurno preveč. To pa ne, a ne. Mogoče še 2% je velik odstotek, ne vem. To se pa navad ne pove. Ne. Tudi ni napisan. Ne, napisan pa ni. Ja. Napisan pa ni. En sam primer sem jaz najdel, da je v Stražiš pri Kranju, da je zahteval en mož, je rekel, dajte biti pri tem krstu zapisati, da jaz nisem oče. Jaz sem poročil to žensko in z njo nisem imel opravka pred poroko. Ne, poročil sem se pa se prav tako, da to je ona se poročila že noseča z mano. In jaz sem samo en tak opis najdel. En sam je prišel, drugače pa veliko takih, ki vejo, da otrok ni njegov, pa so sami tih. Še več je pa takih mamic, ki vejo, da ni ata, pa so tudi tih. Una pesemca pa dobro veste, a ne, Skandal v družini. V našem mestu dolgo ni tega, živela je srečna družinica. Ko sinu Janezu bilo je 27 let, izbere si sosedo, bila je najlepši cvet. A oče mu de, moj fant, te pa ne, ker tvoja je sestra, te vzeti ne sme. A molči kot grob, ne zini nikjer. Če mamica bi izvedela, bil bi huder. O, ne, kaj če naše mesto to izve, je bila pol pesenca, ne. In kaj še bo, če mamica bi izvedela za to, ali očka izvedel bi za to, ali kaj se mamica. Hudo je Janezu bilo. In dosti dni prejokal je britko.
Ako pomlad zelena je v deželu spet prišla, izbreze si sosedo svojega srca, ne vem kva. A oče mu de, moj fant, te pa ne, ker tvoja je sestra, te vzeti ne sme. Zdaj molči kot grob in tako naprej. In ko 7. oče Janezu pove, ves ježen sin zaupa materi vse. Veš, saj ni oče tvojemu, mati odgovori. A molči, dragi sin, da moj mož ne znori. To je bil Saša Distel v francoskem Skandal de la famille ali nekaj takega, poj pa ne vem, ker je bil pa v našem prevodu. In jaz sem se evo zapomnil to. In moja žena, ker sem jaz malo govoril o enih takih situacijah, je rekel, ti sploh ne gledaš mehiških pa španskih nadaljevank. Ona ima v vsaki nadaljevanki ena taka situacija, da mož, Bog, da mož ne zve, pa mamica, da ne zve, pa tako, ne. Pa nas je to tako, da če je recimo nezakonski otrok, napišejo župniki, napišejo ime mame, obe priči, botri, za očeta napišejo pa doskrat veliki N pa veliki B. In to pol jaz živim, zdaj je pa konc raziskav in se redko pretovčem čez to mesto. Ne moreš. Ne moreš, zato ker od matere imaš samo ime in primek, njenega niti staršev, ne. Kaj šele, tudi ni nujno, da je tista mati, ki je rodila otroka v tisti župniji, kjer je bil krščen, ker krščeni so pa otroka takoj. Ja. Niso čakali, da bo ona pol nekaj prinesla, pa nek doma krstila. Ženska je šla velikrat roditi izven domačega okolja. Ja. So rekli, da je šla v Rim. To je bilo v boljših familijah, a ne. Še danes se reče, da gre v Rim. Ja, v boljših familijah so imeli dosti denarja, da so hči poslali nekam toliko daleč, a ne, da je tam rodila. Pol so pa poskrbeli nekako za otroka, verjetno, ali kakorkoli je bilo, in pol so bile pa najdenišence, a ne. Najdenišence, mislim, da je tudi to bila Marija Terezija, tista, ki jih je ustanovila v Trstu, pa v Ljubljani tudi. Ja. In je, So ga kar pustili na cerkvenem pragu. to je bilo isto, to je bilo prej. Pol je bilo pa najdenišenca, si pa lahko odnesel najdenišenco in si lahko se predstavil in povedal, kdo si, in so naredili zapisnik prevzema. In ko so posvojitelji prišli po otroka, ker je država dala kot neko štipendijo, neki rejnino, ne, družinam, ki so rejniške bile, so hodili v košu po otroke. In dobili kot neke doklade, ne, recimo je bila kmetija, za jesti so imeli, zato je bilo, denarja pa niso imeli. Če so pa dobili tiste denarje, so pa imeli, a ne, vsaj neki suhega denarja. In so hodili, zelo hodili po te V Trst. izpostavljene otroke. Ja, v Trst pa v Ljubljano tudi. Ja. Leibacher Findling, Triester Findling, piše Ja. v tistem času. In če so bili ti otroci potem v življenju uspešni, ne, koliko je toliko, da so preživeli, in to, imate te priimke tudi italijanske, zelo pogoste v tistih predelih, recimo tam, jaz sem zdaj bolj poznam Škofjo Loko kot ostalo Slovenijo, je zelo veliko italijanskih priimkov od teh najdenčkov. V grški mitologiji sem pa bral, da so nezakonskim otrokom pripisali božje, Lastnosti. božjega očeta. A je bil Zeus, a je bil Mars, ne, Mars je bil, a je bil Ares, ne, Mars je bil rimski bog, ne, a je bil Apollon, a je bil Hermes, a je bil Poseidon. Veliko cesarjev ali kraljev, grških ali pa junakov, je mitološko potomcev božanstev. In to je nekako tako, jaz tudi mislim, da so nekateri te, ki so, rečeš, pankrti, a ne, boljši kot domači. A ste to slutno kdaj dobili? A veš, da je pankrt boljši rata kot... Čeprav je imel že ime Pankracij, Servacij, To je drugo, ampak pankrt se je rekel nezakonskemu, Ja, to so kopile, bili, ne. Kopile rečejo Hrvati, pa mogoče Srbi. A?
Kopile, to je žaljivka, pankrt je žaljivka. Ja. Ampak jaz mislim, da je taka kombinacija včasih zelo dobro uspela. A smo s tisto pesemco končali, bomo še kaj? Kakšno vprašanje, kakšno, ker jaz ne vem, jaz ne bi hotel nič kaj nehati, jaz vam... Za dolgo. Ampak spodob se, a ne, da se enkrat neha. Kakšno vprašanje? Madame Tuma? Ne? Vreda? Jaz vse vem, kar je on napisal. Je bilo kaj tragedij zaradi tega, ko se je izvedlo, da ni oče pravi oče, recimo? Sigurno. Sam niso napisani, župnik Sigurno. napisal. Ne. Evo, jaz mislim, da smo moški v glavnem take šleve, da rajš to pogoltnemo, kot da bi se maščevali ali pa nekaj iskali. Ne? Moja žena mi zmeri reče, vsi otroci so tvoji. Pa bolj, ko to ponavljaš, rečem, manj ti verjamem. Kaj veste, ker pri ženskah je to je pa mende, ne vem, psihologija, so ugotovili, da zna v pozabo odriniti nekaj, kar noče vedeti. Poznate ta fenomen? Ta umetnost, ja. A? Bel dežur je recimo bil en tak film od tega le, je bil Buñuel, meni se zdi, ki je bila Catherine Deneuve. In jaz rečem tudi moji ženi, si ti pozabila. Čisto vsi so tvoji, Še enkrat. Tvoja mama pa vseeno ni bila od Maxa Kušarja. No, življenje dela po svoje, narava dela po svoje. Ona ne spoštuje nobenih zakonov, ne civilnih, ne cerkvenih. In tako je prav. In je to božji zakon. Naravni zakon je božji zakon in naravni zakon je močnejši kot vsak človeški zakon. Tako jaz trdim, ne vem, Lovro, ti boš mogoče protestiral, ampak to je naravno, to je prav. Nisem pa za poroke med istospolnimi. Nisem, čeprav pravijo eni, tudi to je naravno, jaz ne vem. Ampak če je treba poslušati glas srca, ne? Pri teh izbirah. Ta glas srca se pa spreminja, zelo posebej z leti, ko pride mogoče pri ženskah klimakteri, pri moških klimakteri, ki ga ne omenjajo, ampak tisti je še hujši, ne? Ko lovijo zadnja možnost. Se dokazati. Glejte, sej rečejo, ko rešica je taka, da rečeš, da je vse, da se pa uleže. Pa da so jo sprobali, če sploh lahko za nos, pa jo je pol poročil. To je mende res po matičnih knjigah tudi lahko ugotoviš, da je veliko pred zakonom urejenih otrok. Ne? To, da se nas veliko poroči zato, ker je zaročenka ali pa punca noseča. Ne? Včasih smo se saj poročali, midva sva se, ker je ona zanosila. Danes se pa ne. Danes se pa tudi tisti, ki ne vem, hodijo že 10 let skupaj, pa se še niso poročali, pa imajo pol otroke, pa se še niso poročali. Danes tudi ne združujejo več tako duše pa parterne telovadbe, kar so včasih rekli, da je nujno zaradi obstoja neke zveze. Ker tisti je dolg čas, ne, telovadiš lahko v vsakem ali pa v športnem domu, ne. Ampak to povezavo, da ga ponotraniš nekega človeka, tega danes manjka. To je moj človek, to ne pomeni, da ti ne bo več nihče všeč, ampak ti nekoga, ki ga ponotranju ne moreš prevarati, ker bi sam sebe prevaral. Ne zdaj zaradi krščanske morale, ampak če je nekdo tvoj, je tvoj. Notranje. Ne mislim zdaj posestništva, ker ljubezen je najbolj povezana s svobodo. Ne da se jo izsiliti in ne da se jo preprečiti. Amen.
No, to si bolj lepo povedala, to, ko sem jaz rekel, da narava dela po svoje, se ne meni ne za cerkvene, ne za civilne zakone in za manere in za navade in za ne vem kaj je v očeh tistega okolja dobro ali slabo. Ne. Jaz sem bral eno knjigo na Zlatem severu, kjer naj bi Eskimi ne imeli niti žena, niti, ne vem, da so bratje, sestre, očetje, hčerke in vse to in da je zelo mlada, je že zanosila, je bila že godna za spolni odnos in da je to bilo nekaj vsakdanjega. Ne, mislim, da to sicer ne more biti fajn, dobro, ne, zdaj pa oni bojo pa rekli, se ne more biti fajn, če ni tako. In te, kar rečejo, sociološke in ne vem kakšne še, antropološke in podobne študije, Sittengeschichte, pa Sitten, ne vem kaj, Nemci, so proučevali to, kako so različni narodi, ne, kakšne so te navade. Eskimi so ponudili svojo ženo ali pa sestro, to je bilo gostu. Ja, to tudi, zdaj pa če je bila še tako grda. Ja, pa ljudje so različno hormonalno opremljeni, to je pa tudi treba upoštevati kot olajševalno okolnost pri nekaterih, Don Juanu, Kazanovi in tako dalje. Ne? Jaz vem, da je to lahko posebna tema. Posebna tema, enkrat nam je predaval en veterinar rodoslovcem in je rekel, da je v naravi tako, da se pari dobivajo na več načinov in da je zelo močan način privlačnosti von. Je rekel pa, da na tem mislim, da to pri človeku ni. Človek, moški in ženska izloča feromone, a sem prav povedal, ne vem. In to je tako kot vaba, da ti nekaj zadiši, ne. In se ne moreš opreti. In da mati zbira očeta, ki je drugi kot unga, ki skrbi za družino. Da je to v naravi tako, med živalmi to in da je med ljudmi tudi. Jaz sem se sam čudil, sem si malo mislil svoje, pa nisem niti ugovarjal, niti kimal. Rekel pa je to en profesor iz veterine. Kaj pa zunanjost, ki se je danes toliko fetišizira? Zunanjost misliš lišpanje žensko? In moško. Pa žensko, no. Žensko lišpanje. To je bilo vedno. To je bilo vedno, tudi v najbolj puritanskih družbah. Zdaj je še bolj. Jaz sicer Dior ne bi živel. Agresivni postali. Zmeraj so ženske vodile igro, no. Moški smo pa bebčki in pademo. Jaz bi samo to povedala, ker hodva v Trnovo, ob Ljubljanci, sedijo na klopeh, moški, lušna punca, čeden mlad moški, s hrbtom sta naslonjena, drug na drugega in pikata na računalnik. Ali pa on leži, ne, ona ga pa boža pa crkla. V večini primerov. Pa to je tragično. On pa boža ekranček, kaj je to? Ja. Ne, sej, jaz nisem ne moralist in tudi ne amoralen, tako rekel, saj ne počutim se, no. Ampak vsak sebe dobro pozna, vsak samega sebe, a ne, dobro pozna. Ve, kako se je kdaj kje obnašal, ve, kako bi se obnašal, ne. Tako da je potem včasih samo še vprašanje, ne vem, neke, pa sem, božja roka naredi še kaj, ne. Ne vem, a ste za to, ne vem, da rečemo, kar naj še naprej tako bo, ali kaj tazga. Ali kaj tazga. Pa, če bo še kdo dobil spodbudo,
za podoben napor, kot je bil vložen v tem današnjem primeru, bo samo dobrodošlo tudi ne za njega in njegov rod, ampak za Slovenijo in za svet. Jaz trdim, da delamo rodovnike in rodoslovje in te družinske kronike. Tisti, ki misli, da to dela zase, ne dela za nikogar. Ker ko njega ne bo več, bojo to same smeti. In če si se toliko pomatril, kakor si se, potlej želiš poskrbeti za to, da bo kljub vsemu ustal za tabo, da ne bojo vrgli v kamion mojo zapuščino. Sam čim prej vse tole pospravite. Še on sam se ni več znajdel v tem. Ne, drugi se pa navijo, v mojem arhivu se ne more znajdeti živa duša. Jaz se ne morem znajdeti, kako se bo kdo drug. Ne bo tako še naprej, a ne? A smo za to? Ja. Hvala.